Zdravstveni dom Bled je od preteklega tedna ena izmed 2 dodatnih vstopnih ambulant na Gorenjskem za odvzem brisa ob sumu na bolezen COVID-19. Podrobneje nam je delo v ambulanti predstavil direktor Zdravstvenega doma Bled, magister Leopold Zonik. Delo poteka tako kot v prejšnjih 16 vstopnih točkah, tako da moramo delati po istem protokolu in z istimi zaščitnimi sredstvi. Našega sogovornika smo povprašali, kako točno poteka postopek v primeru suma na okužbo s koronavirusom. Načeloma naj bi vsak pacient poklical najprej svojega osebnega zdravnika. No in zdravnik, ko ugotovi po pogovoru, da imate pacient temperaturo, se slabo počuti, kašlja, težje diha, ga potem preusmeri na to našo vstopno ambulanto za COVID-19. In sicer se dogovori že z ambulanto, osebni zdravnik, za kateri čas, katero uro, in pacientu se pove, katero uro pride in počaka v avtomobilu, tako da ni nobenih križanj s pacienti. Mi potem paciente malo grupiramo, tako da približno za sedaj 2-krat dnevno pošiljamo brise na Nacionalni inštitut, ko pa bo tega nekaj več, pa mogoče tudi 3-krat dnevno. Na dan odvzamejo povprečno 22 brisov. Doslej je zabeležen le en primer pozitivnega brisa na Bledu, vendar tega niso odvzeli v blejski vstopni ambulanti. To, kar smo vzeli mi iz Bleda, prebivalcev Bleda, ni bil še noben pozitiven z naše strani. Je pa podatek, da je na Bledu en pozitiven bris, kar pomeni, da je lahko to pacient, ki je bil testiran v Ljubljani, v Kranju, pa ima mogoče tukaj prijavljeno, ne vem, mi za njega ne vemo, prijavljeno samo številko, kjer plačuje davke. Za lažje in bolj učinkovito delo so se povezali z zdravstvenim domom v sosednji občini. Smo se povezali z sosednjim zdravstvenim domom Radovljica, kjer so nam ljubeznivo priskočili na pomoč, in sicer to delo v vstopni ambulanti COVID-19 lepo delimo. Polovico mi, polovico oni. Vso ostalo dežurno službo, vse ostale administrativna dela pa upravljamo sami. Zaščitne opreme imajo trenutno dovolj. Mi smo se že dosti zgodaj na to pripravljali. Smo nekaj zaščitnih sredstev imeli že sami, potem pa, ko je bila ambulanta uradno ustanovljena 17. tega meseca, pa smo še isti dan potem šli v Ljubljano in prevzeli opremo. No in potem je bilo rečeno vsake 3 dni, da bomo po porabi materijala, po poročanju, mi vsak dan poročamo Ministrstvu za zdravje, koliko jih pregledamo, koliko opreme porabimo. No in ravno danes smo dobili klic, da ponovno danes lahko prevzamemo opremo. Upoštevati pa je treba, kot poudarja naš sogovornik, predvsem to, da je treba striktno upoštevati to karanteno, to izolacijo, ki jo imamo zdaj v Sloveniji, da se ne družimo v skupinah več kot 5, da smo v bistvu doma, da podjetje recimo, da omejijo proizvodnjo, da del ljudi ostane doma. Tudi mi imamo v zdravstvenem domu določen kontingent ljudi, ki jih pustimo doma, kajti vemo, da najhujše še ni prišlo. Zato jih imamo v tako imenovani rezervi. In mislim, da bi vsa podjetja približno tako morali delovati. Ne nazadnje vidimo, da so hoteli, da bojo kompletno rezervo doma, ne? Tako da na Bledu vidim, da se ljudje tega zelo držijo. Bled je prazen, v Bledu ni gužve, ni ne vem kakšnih napetosti. Mislim, da na Bledu poteka zelo v redu. Mi pa dodajamo, ostanite doma, ostanite mirni, predvsem pa ostanite zdravi.